Ponovno pozdravljeni. Tokrat si bomo pogledali, kakšen odnos ima Jezus do stare zaveze Svetega pisma. Rekel je takole: ne mislite, da sem prišel razvezati postavo ali preroke. Ne razvezati, temveč dopolniti sem jih prišel. Jezus tukaj omenja postavo in preroke. S postavo so mišljeni zakoni, ki so bili dani po Mojzesu. Preroki v Svetem pismu pa so bili ljudje, ki jih je navdihoval Božji Sveti Duh in so govorili v imenu Boga. Spodbujali so prebivalce Izraela naj služijo Bogu s tem, da živijo po Božjem zakonu. Bog je po njih napovedoval tudi prihodnost in svoje načrte. Ko je Jezus ozdravljal bolne, so ga člani versko-političnih skupin Saducejev in Farizejev obtoževali, da krši Mojzesove zakone, predvsem tisti člen, ki zadeva sobotni počitek. Ko je Jezus ozdravljal na sobotni dan, so Saduceji in Farizeji to dojemali kot zelo velik greh, saj je bilo v postavi zapisano, da je sobota dan počitka in da se takrat ne sme delati. Jezusova ozdravljenja so žal dojemali le kot delo in kršenje zakonov in ne kot izraz Božje ljubezni. Ti skupini sta bile tako strogi glede izvajanja zakonov, da bi jih zlahka lahko imenovali legalistični fanatiki. Legalist je tisti, ki se pretirano ravna po zakonih. Niso se ozirali na človeka, temveč striktno samo na zakon, čeprav se ga niti sami niso 100% držali. Jezusu pa je bilo žal bolnih in trpečih ljudi, zato jim je pomagal tudi na sobotni dan, če je bilo to potrebno. Milost in ljubezen do sočloveka sta bila Jezusu zelo pomembni, saj je vedel, da je tudi postavo in zakone Bog dal zaradi svoje ljubezni do človeka in ne ker bi želel vzpostaviti nek brezživljenjski religiozni sistem. Na to je Bog že po preroku Jeremiju opominjal Izraelce in napovedoval Jezusovo delovanje. Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko bom z Izraelovo hišo in Judovo hišo sklenil novo zavezo. Ne zaveze, kakršno sem sklenil z njihovimi očeti tistega dne, ko sem jih prijel za roko, da bi jih izpeljal iz egiptovske dežele. To zavezo z menoj so prelomili, čeprav sem bil njihov gospodar, govori Gospod. To je namreč zaveza, ki jo bom sklenil z Izraelovo hišo po tistih dneh, govori Gospod. Svojo postavo bom dal v njihovo notranjost in v njih srce jo bom zapisal. Jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Ne bodo več učili vsak svojega rojaka in vsak svojega brata in rekli: spoznajte Gospoda, ker me bodo poznali vsi, od najmanjšega do največjega med njimi, govori Gospod. Kajti njihovo krivdo bom odpustil in njihovega greha se ne bom več spominjal. Bog je po preroku Jeremiju obljubil ljudem, da bo vzpostavil novo zavezo oziroma novi zakon, ki bo veliko boljši od Mojzesovih zakonov in stare zaveze. Jezus, Božji sin, je prišel na zemljo z namenom, da bi dopolnil vse, kar je bilo zapisano v postavi in ljudem dokazal Božjo ljubezen s tem, da je plačal ceno za človekov greh s svojo smrtjo na križu. Jezus ni izničil stare zaveze in njenih zakonov. Kar je Bog naredil, je bilo to, da je po Jezusu Kristusu dal postavi in zakonom dušo, če se lahko tako izrazim. Vsakomur, ki je sprijel Jezusa za svojega odrešenika in Gospoda, je Bog po Svetem Duhu svoj zakon, to je svojo postavo, zapisal v njegovo srce. Bog si od nas ne želi, da bi izpolnjevali zakon na neoseben in legalističen način, kot so to počeli Saduceji in Farizeji, temveč iz ljubezni do Boga in sočloveka. Pismo Rimljanom pravi, da je ljubezen izpolnitev postave oziroma izpolnitev zakona. Vsem tistim kristjanom, ki so duhovno ponovno rojeni oziroma rojeni od zgoraj, je zaradi Božje milosti in moči Svetega Duha omogočeno, da izpolnjujejo zakon oziroma postavo nove zaveze v svojih življenjih. Jezus je svojim učencem dejal: novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Bog nas ne poziva k človeški ljubezni, temveč k nebeški agape ljubezni. To je k ljubezni, ki je potrpežljiva, k ljubezni, ki je dobrotljiva in ki ni nevoščljiva, k ljubezni, ki se ne ponaša in se ne napihuje, k ljubezni, ki ni brezobzirna in ne išče svojega. Ta se ne da razdražiti in ne misli hudega. Ta ljubezen se ne veseli krivice, veseli pa se resnice. Ta tudi vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Si predstavljate, kakšen bi bil svet, če bi se vsi ljudje ravnali po Jezusovi zapovedi? Ma povem vam, to bi bil resnično raj na zemlji. Na zemlji bi bilo kakor v nebesih. Bog želi, da prestopiš v to nebeško realnost že tukaj na zemlji. Spodbujam te, postani del tega čudovitega nebeškega sveta že danes. Si pripravljen narediti ta korak? Če bi rad naredil ta korak, si lahko ogledaš našo epizodo Žalost ali veselje, kjer boš slišal vse, kar moraš vedeti o tem koraku. Sem Andrej Zelenjak za Center Evangelij danes.